Turistična zveza Slovenije pristopa k projektu Evropske regije gastronomije z natečajem Turistični spominki in darila z področja kulinarike in gastronomije. A več o tem nam bo v svojem nastopu zdaj predstavil priznani etnolog, univerzitetni profesor in publicist dr. Janez Bogataj. Spoštovane dame in spoštovani gospodje, za uvod moram nekaj splošnega najprej povedati. Zelo sem vesel, da sem v eni občini, ki do oktobra letos še velja za poševno občino. Gospod župan mi je povedal namreč, da občinska stavba je nagnjena za 17 cm. To je gotovo poleg vse znamenite kulturne dediščine, o kateri smo že slišali, ena velika posebnost. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, je pa ta, da sem bil izjemno prijetno presenečen v današnjem sobotnem jutru, ko sem videl tole razstavo tukaj v veži, namreč razstavo kruha. In čestitam tako turistični zvezi kot organizatorjem, se pravi društvu iz Šmarja pri Jelšah, da sta se odločila za tako tematiko, ker se mi zdi, da je to edina prava pot, da našim ljudem pokažemo pravzaprav tisto, kar nam leži pred našimi domačimi pragovi in pogostokrat ne vidimo, kaj šele, da bi delili ta bogatstva z vsem tistim, ki prihajajo k nam. Toliko za uvod. Sicer pa, kot je bilo že napovedano, nekaj besed o kulinaričnih in gastronomskih spominkih in darilih. Povezovalka programa je že omenila, da Turistična zveza tudi vstopa v nov projekt, ki je povezan z vstopom Republike Slovenije v tole mrežo European Region of Gastronomy, Evropska regija gastronomije. Če bo šlo vse po sreči, če bodo vsi projekti izvedeni, leta 2021 bomo postali polnopravna članica te združbe. Organizatorji oziroma nosilci te mreže, ki jih predstavlja Mednarodni inštitut za turizem, kulturo in gastronomijo v Barceloni, zdaj odpira nove spletne strani, na katerih predstavlja najbolj uspešne turistične spominke z področja gastronomije. In mi bomo kot nagrado pravzaprav tistim, ki bojo vsako leto najboljši, jim omogočili, da bojo tudi na mednarodnih spletnih stranih predstavljeni. To se mi zdi, da je izjemno pomembno, da nismo samozadostni, ampak da to projekcijo obrnemo tudi v svet. Se pravi, da tudi svetu pokažemo, kaj pravzaprav premoremo tudi na tem področju. Spominki so opredmeteni in predvsem uporabni izdelki in znanja, ki si jih pridobimo v okviru našega turističnega prizadevanja v neki hiši, v nekem kraju, v nekem gostinskem ali turističnem objektu, na neki destinaciji, v neki državi. To je splošna definicija spominka. Na našem posnetku gledamo enega prvih slovenskih turističnih spominkov iz zgodnega 19. stoletja iz Bleda. To je v bistvu ena taka porceljanasta značka, ki se je pač našla, mislim, da sta samo dve ohranjeni. Spominki niso več lovilci prahu, kot jaz temu pravim, ampak kar najbolj uporabni izdelki in predmeti. Spominek kupaš zato, da ga odneseš domov, da ga oblečeš, da ga obuješ, da ga poješ, popiješ, obesiš na steno, razveseliš tvoje prijatelje, znance, sorodnike, ženo in tako naprej. Svetovna turistična organizacija je pred 4 leti naredila eno raziskavo glavnih motivov, zaradi katerih ljudje potujejo, in je bilo ugotovljeno, da na prvem mestu sta enakovredno zastopani kulturna in naravna dediščina in kulinarika in gastronomija. Medtem ko to govori in gledamo na našem posnetku, seveda, to ste sami lahko ugotovili nekaj primerov iz Francije, ampak tukaj vidimo, da ne samo njihove znamenite sire, penino ali šampanjec, če govorimo o Franciji, ampak tudi njihove znamenite bagete in tako naprej.
da je treba tudi pri teh spominkih upoštevati zgodbe o jedeh in pijačah, o posebnih navadah v zvezi s hrano in tako naprej. Tukaj vidimo en odličen primer ene majice, ki jo lahko v Srbiji kupaš. Glejte, mi nimamo ene duhovite majice v Sloveniji. Mislim, to je tragedija. A smo res tako kumrni postali? A res samo še ne vem kaj nas neka grenčica nam vleče možgane skupaj? Skratka, Srbi so glede tega res pravi profesionalci. Spominke načrtujemo seveda iz konkretnih vsebin, ki jih lahko turist vidi, otipa, spozna, okuša. Vedno je treba graditi spominke iz, bi rekel, oprijemljivih stvari, ne pa nekaj, kar je nekoč bilo ali pa bi lahko bilo. Skratka, to velja podobno tudi za recimo turistično fotografijo, propagandno. To še čaka Slovenijo, da bo naredila ta korak naprej. Mi moramo vedno za potrebe turistične propagande fotografirati pojave, ki jih lahko dejansko doživiš. Ne pa, da najemamo manekenke in manekene in jih slikamo v gostilnah za eno mizo, kako si nazdravljajo. Mi moramo slikati naše ljudi, ki sproščeno nazdravljajo eno teto, ki valja testo za štrudel in podobne zadeve. Ne pa neke naročene manekene in tako naprej. Tukaj smo v Sloveniji še na tej fazi, tudi v okviru Slovenske turistične organizacije. Seveda, ko načrtujemo te spominke, moramo paziti, da dodajamo zraven tudi razne znake, bodisi evropske znake geografskega porekla ali pa razna druga priznanja in znake, ki so jih izdelki dobili v Sloveniji. Zdaj seveda leta 2008 je Slovenija dobila prvi katalog turističnih spominkov, razmeroma pozno. In to je bil prvi poskus enega izbora in postavitve ene spominkarske piramide. Začel bom z tistim, kar je največja tradicija in še vedno najbolj, bi rekel, vabljivo v turizmu, to so monografije, se pravi, oziroma knjige z področja kulinarike in gastronomije. Med temi knjigami so lahko knjige, ki so monografija o eni sami jedi, se pravi, predstavljajo eno samo jed, so lahko seveda monografije o hišnih, lokalnih, regionalnih, nacionalnih kuhinjah. Tukaj vidimo eno odlično knjižico o okusiti Maribor, ki je šla pred 2 letoma, ali pa recimo taka knjiga, ki je pred 3 leti šla za področje Ljubljane. Imamo pa nekaj primerov, recimo, ki so zrasli prav iz tega turističnega ljubiteljskega zanimanja. Recimo Zgornja Savska dolina ima odlično knjigo tegale kmeta Stanka Koširja. Ta gospod, če je še živ, ima zdaj 96 let, je izdal že celo vrsto knjig v samozaložbi. Ta je tako kvalitetna, da sem jaz to že večkrat javno povedal, da bi temu človeku dal diplomo. Marsikatera diplomska naloga ni tako kvalitetna, kot je ta knjiga, ki je danes kaj? Ki je danes osnova tudi gostincem v Gornji Savski dolini, konkretno v Kranjski Gori, za ponudbo njihovih lokalnih in značilnih jedi. Seveda, vse te knjige, jaz sem sam par primerkov prinesel pokazati, vse te knjige morajo biti seveda prevedene tudi v ustrezne tuje druge, bolj rečeno, jezike, zaradi tega, da lahko so uporabne tudi za turiste iz drugih okolij. Naslednja skupina spominkov z področja gastronomije so razne informativne zloženke, katalogi, prospekti. Tukaj vidimo en katalog Okusiti Slovenijo, to je splošen slovenski kulinarični katalog. Zdaj nastopa vprašanje, kaj bi bilo pa za eno društvo recimo zanimivo. Zanimivo bi bilo že to, da bi izdali eno drobno knjižico, recimo 5x3 cm z naslovom Mojih prvih 10 jedi iz Šmarja pri Jelšah.
V vsaki jedi fotografija, kratek opis, zgodba, recept. To je knjižica, ki jo turist da v žep in jo bo kazal, kamorkoli se bo vračal na svoje domovanje. Se pravi, iz enostavnih stvari moramo delati to zgodbo. Potem imamo pa seveda še celo vrsto drugih prospektov in katalogov, recimo Gorenjska je ta katalog izdala pred 2 letoma, temelji na kulinarični piramidi Gorenjske, se pravi na izbranih jedeh, ki zdaj v prihodnje predstavljajo gorenjsko kulinariko. Ampak da je to nekaj splošnega v evropskem turističnem prizadevanju, seveda tudi tale baskovski katalog za njihove tapase recimo dokazuje. No, naslednji tak pomemben izdelek, turistični spominek z področja kulinarike in gastronomije so pa kulinarični zemljevidi in karte. V Sloveniji imamo en sam turistični kulinarični zemljevid, to je tale, ki je šel leta 1990 in je 1992 bil razprodan in potem vse tiho je bilo. Nimamo niti enega kulinaričnega zemljevida Slovenije, kar je izjemno pomembno. Sosedna Furlanija, Julijska krajina, po mojih podatkih, jih je od konca druge svetovne vojne pa do danes izdala že več kot 10. Seveda, tukaj imamo primer ene Lombardije. Glejte, sosedje Avstrijci, oni na osnovi kulinaričnega zemljevida promovirajo njihove regije okusov. Tu imamo regijo okusa Steiermark, se pravi Štajerska, in če malo bolj podrobno pogledate, vidimo na tej regiji okusa 2 izdelka ali pa 2 živili, ki sta zelo zanimivi. Tamle spodaj pod številko 10 je bučno olje, vemo, da ga Avstrijci tudi delajo iz naših buč, še več ga tudi že stisnjenega kupijo, pa ga pod svojo blagovno znamko prodajajo, in pod številko 9 je pa, kot piše, Turopolje Švajn. Kdo pa ve, kje je to Turopolje? Vsak turist, ki to gleda, misli, a to je Turopolje, tele nekje na Štajerskem, vemo pa, kje je Turopolje in odkot te prasci izvirajo. Skratka, opozarjam, da se nam ne bo zgodilo podobno tudi nam s kakšnim krško-poljskim prašičem, recimo, ko jih bomo spet imeli malo več, kot jih imamo danes. V Sloveniji smo leta 2006 dobili strategijo gastronomije, ki je določila 24 gastronomskih regij. Na to morate biti vsi zelo ponosni. Nobena evropska država nima 24 gastronomskih regij, tako kot Slovenija, kar predstavlja izjemno bogatstvo. Imamo 365 značilnih lokalnih in regionalnih jedi in imamo 3 vinorodne dežele, te smo napisali vinske regije. En primer, kako bi lahko izgledal zemljevid Dolenjske, ki se zdaj sicer nekje pripravlja. Isti ta zemljevid odtisnemo lahko na majico, ga odtisnemo na poster, ponudimo ta poster v zvit ga v roli in tako naprej. Naslednja stvar je seveda ta, da more gost določeno živilo ali pa določeno jed tudi sicer srečati med svojim bivanjem, jo lahko tudi kupi. Marsikdo gre tudi od naših prebivalcev nekam na izlet, nedeljo, se ustavi tam pri neki domačiji in vidi, da piše zunaj, prodajamo mladi krompir. To je spominek. Spominek, ki smo ga kupili, ko smo šli na nedeljski izlet. 5 kil mladega krompirja. In imamo zagotovljeno prehrano za nekaj dni. In skratka, tukaj ima seveda Slovenija velike možnosti, je pa zelo pomembno, da imamo za to pripravljene embalaže. Pred leti, zdaj bom povedal eno Gorenjsko, pred leti sem bil na Gorenskem na neki prireditvi, ki je bila povezana tudi z jabolki. In so imeli krasno jabolke zložene, oziroma položene v neke košare
In sem rekel, koliko so ta jabolka, pa so rekli, kilogram je toliko pa toliko, košara je toliko pa toliko. In kaj se dogaja? Večina ljudi je s košar stresala jabolka v prtljažnike avtomobilov. Napaka, oni bi morali reči, košara jabolk je toliko pa toliko. Ne pa, da jabolka posebej računaš, košaro pa posebej. Tako da vidimo spet, da je to zelo malo treba, da se premakne. Ali pa recimo, gremo na večerjo v eno dobro gostilno v Sloveniji, nam postrežejo za predjeti eno krasno hišno salamo, pa rečemo, to salamo bi pa jaz kupil. In ja, seveda reči natakar, ni problem, ko boste odšli, vam jo bomo prinesli. In kako jo prinese? Zavito v včerajšnjo izdajo Dela. Mislim, to ni. To se pravi, eno vrečko je tako težko narediti, recimo, da daš salamo noter. Slovenija ima tukaj briljantne suhe mesnine, klobase, zaseko, sire. Včeraj sem bil na odprtju Dobrot slovenskih kmetij na Ptuju. Na koncu rečeš, kje pa jaz vsaj 10% tega lahko dobim za kupiti. In tako naprej. Skratka, še velika zaloga je vsega tega in še nekaj vam bom povedal, turisti, ki prihajajo v Slovenijo, vedno bolj sprašujejo, kje pa imate kaj vašega, kje pa je lahko kakšno, kaj si mariborsko jed pojem, da samem primer navedem, ali pa mi je vzanč rekel en indijski novinar, indijski turist, s katerim sva se zapletla v pogovor, ko sem šel na kafe, in beseda da besedo, pa je rekel, poslušajte, zakaj pa pri vas tako italijansko kuhate? Mislim, to je dejansko, če se sprehodiš po starem mestem jedru Ljubljane, kljub velikemu prizadevanju Zavoda za turizem, kljub znamki Okusi Ljubljane in tako naprej, ki počasi seveda raste in se razvija, ampak ponudba je najlažji makarone zabrisati v toplo vodo. Polivko imaš pa že za cel teden narejeno in karavana gre dalje. No, naslednjo področje, tukaj vidimo nekaj primerkov, kjer pa nam pade v oči kaj, da so izdelki tudi označeni z določeno znamko. In ena najbolj uspešnih znamk v Sloveniji zadnja 3 leta, ali pa najbolj uspešna znamka je Bohinjsko. Moram reči, da v Bohinju so naredili izjemno velik korak na tem področju in poenotili vso ponudbo tudi gastronomskih spominkov z enotno blagovno znamko, ki se pa podeljuje na osnovi certifikatnega sistema. To je resen, strokovno voden certifikatni sistem, kjer je predvideno vse pogoje za pridobitev in seveda tudi pogoji za odvzem, če kakovost ne ustreza. Bohinjci so si recimo umislili bohinjsko malico, se pravi en paket, kjer dobiš noter sir, pol klobase, prekajeno zaseko, bohinjski česen, ne kitajski, in kos kruha. Zdaj vas prosim, ne da bom jaz čez eno leto na nekem srečanju videl pri 15 društvih slovenskih, pa tudi tako malco. Ker v Sloveniji se moramo zavedati, da ni problem kopiranje, ampak kapiranje. To se pravi, mi moramo iskati tiste posebnosti, ki so značilne za naše okolje, ne pa zdaj, če imajo Bohinjci, bomo še mi to naredili. To je brez veze. Na ta način mi ubijamo pestrost in različnost Slovenije. No, to je še nekaj primerov, ali pa tukaj vidimo en zelo lep primer enega tacega samostanskega, bi rekel, kulinaričnega spominka, kjer je embalaža v bistvu tudi zelo lepo oblikovana v obliki kute enega meniha. In res, to ni sam spominek, ampak že lahko že kar eno lepo darilo. No, druga taka znamka, od katere se lahko veliko naučimo, so dobrote Dolenjske. Tudi izbor, tukaj je izdelkov že skoraj 200, izbor izdelkov je zelo, bi rekel, strogo certificiran.
Ko smo imeli zadnje ocenjevanje suhomesnatih izdelkov, je en član strokovne žirije rekel, ne vem, kaj ližem, ali salamo ali dimnik. Skratka, s tem je povedal, da kakovost prekajene salame še zdaleč ni taka, kot bi morala biti. Saj veste, da potekajo v Sloveniji velika prizadevanja, da se dimljenje mesnih izdelkov čim bolj zmanjša. In zanimivo je, če povem to pod črto, da že v prvi polovici 19. stoletja je eden takratnih časopisov slovenskih zapisal, da bi bil že skrajni čas, da bi tudi pri nas začeli sušiti mesne izdelke, tako kot jih sušijo v sosednji Furlaniji, v Ljudski krajini. Glejte, koliko časa je pretekel, mi pa še zmeraj navdušeno obešamo v dim in tako naprej. No, ta znamka Dobrote Dolenjske se zdaj razširja na celo Dolenjsko. To me zelo veseli, zaradi tega, ker ko se je to začelo v Trebanjski in Mokronoški občini, so potem ostale dolenjske občine ugotavljale, recimo Novomeščani, Šentjernejčani, Kostanjevčani, mi si bomo tudi svojo znamko zmislili, kar je totalna neumnost. To je spet tista zabito slovensko zapiranje v neke lokalne okvire. Zdaj je končno po 2 letih, bi rekel, zraslo prepričanje, da bodo Dobrote Dolenjske pokrivale celotno Dolenjsko, se pravi z vsemi občinami in njihovimi mejami. To je eno od njihovih prodajnih mest. Tako pa zgleda strokovno certificiranje izdelkov. Se pravi, dokumentacija, ocenjevalni listi in predvsem to, strokovni ocenjevalci niso nikoli iz tistega kraja ali pa občine, ampak od drugod. Kar je zelo pomembno, kajti vsi smo na tak ali drugačen način v žlahti v Sloveniji. In v tolikih letih se ukvarjam s slovenskim turizmom in sodelujem s slovenskim turizmom, sem že neštetokrat srečal na kakšnem natečaju, so rekli, to je pa od našega, tega pa tega žena in tako naprej, a veste, tle se pa zgodba neha. Tako da rezultati tudi v Bohinju, a veste, moj stric je bil župnik v Bohinju konc 19. stoletja. In potem, ko sem jaz hodil v šolo, on je bil takrat že v visoki starosti, pa smo šli enkrat na šolo na izlet v Bohinj, pa je rekel, kam pa greste? Sem rekel, v Bohinj. Rekel, veš, v Bohinju ima Bog sorto, ki je ljudi delal. Skratka, smo se zelo bali, kako bo ta projekt uspel in ravno zaradi tega, ker je bila strokovna žirija od drugot, so zadeve odlično zalaufale. V Bohinju narašča število izdelovalcev, narašča število mladih izdelovalcev, kar moram reči, že zelo, zelo pomembno. Bohinjski dimnikar je začel šivati nahrbtnike za lovce, za ribiče, za planince, za ne vem koga, vsega, turiste, popotnike, tekače in tako naprej. Tako uspešen, da jih prodaja že v Avstrijo. Vse na osnovi te znamke Bohinjsko. Vsej teh primerov bi lahko govoril še več. Ampak mi gremo na naslednjo področje kulinaričnih spominkov in to so pijače. Če me danes vpraša katerkoli tuji novinar, kater pa je vaš najbolj prodajen spominek, rečem pijače. In sicer na prvem mestu vino, na drugem žgane pijače. Tukaj bi lahko kar na zemljevid Evrope in sveta narisal s pikami, zelena pika bi bila vina, recimo rdeča pa žgane pijače. Kjeri deli Evrope grejo v Slovenijo zato, da si kupijo vsaj eno steklenico žgane pijače, kateri deli Evrope pa zato, da si kupijo tukaj naša, vedno bolj sloveča, tudi, bom poudaril rekel, naravna vina. Tako da tukaj smo res dobri na tem področju, res pa nas čaka še dovolj, bi rekel, dela na področju opreme teh steklenic, etiket in pa načina prodaje. Potem seveda so razne jedi. Prej smo rekli živila, zdaj smo prišli pa do jedi. Ena prvih jedi
ki je bila zaščitena v Evropski uniji iz Slovenije, je bila belokranjska pogača in Belokranjci so naredili tudi eno odlično embalažo zraven, ne. To je zdaj embalaža, ta embalaža ima eno pomanjkljivost in sicer, uganete katero, nima gor znaka, da je ta pogača zaščitena z znakom geografskega porekla v Evropski uniji, ne. Neko živil, kako se neka jed naredi do tiste stopnje, da rečemo, to je pa uspešen spominek z področja gastronomije. To je znamenita furlanska gubana ali gubanca, poznamo jo tudi v Goriških brdih, recimo v delu Primorske v Sloveniji. Kot vidimo, izjemno prijetna embalaža, ki nagovarja turista, ko se ustavi, recimo, ko gre tankat gorivo in jo seveda tam dobiš naprodaj. Naša potica sej ni prav slabo, ampak če primerjamo s prejšnjim, a vidite, tlete kar zamikati, da bi hitro škatlo odprl in to pojedel, to je pa malo tako, malo me še spominja na metalko. In druga stvar je pa zelo uspešna blagovna znamka Lepotica, ki jo je ena mlada gospa, diplomirana ekonomistka, podala na slovensko tržišče in je danes seveda izjemno uspešno. Hiša kulinarike Jezeršek, ki je pekla in peče te potice, je dva zaposlila za to, da pečeta in pripravita samo Lepotice. Skratka, če bi kakšen dvomljivec rekel, kaj pa finančni vidiki pa ekonomija, poglejte, ta podatek pove vse. Seveda pove tudi to, ta slika pove to, da je na tak način treba pripraviti določeno jed za trg, tole nikakor ni primerno. In jaz ne vem, pri nas se inšpekcijske službe kar naprej zgovarjajo na evropska določila, ampak v sosednji Italiji lahko nekaj pakiramo na tak način, a v Sloveniji pa ne smemo. Jaz mislim, da je to v bistvu samo izgovor. To je samo izgovor inšpektorjev in podobnih tipov, a ne birokratskih, zato, da oni lahko svoj ljubi spanec nadaljujejo naprej. To je to. To sem se že večkrat prepričal in ne sprejemam več ugovorov, češ, to pa Evropska unija tako zahteva in tako naprej. Pogreš pa pogledati, vzameš si en teden časa za to, da se dokopljaš čez vse tiste spletne strani Evropske unije in gotoviš, da tega tam ni. To se pravi, da so me naši naplahtali. No, potem naslednja stvar, ne samo jedi, tudi orodja, oprema, pribor in naprave, ki se uporabljajo za izdelavo določenih jedi, so spominki. Povedal en primer, ko sem pred leti pisal za eno angleško založbo knjigo o slovenski kulinariki, sem dal noter tudi pehtranovo potico. In urednica mi piše, ja, krasen recept, ampak kam se pa to da speč? Jaz enostavno, ker pač živim v Sloveniji in delaš temi stvarmi, niti pomislil nisem na to, da je treba tudi fotografijo priložiti pekača, potičnika, kot se imenuje tak pekač. Eni pravi potičnica, potičnica je trgovina s poticami, pekač se pa imenuje potičnik. In seveda, če mi prodajamo potico, moramo seveda prodajati tudi pekač. Če greste v Francijo, boste recimo šli na palačinke, njihove krep, in na vsakem malo večjem prodajnem mestu palačink, recimo v Parizu, prodajajo tudi ponve za palačinke peč. Pa ne neke stare ponve, ročno kovane, sodobne teflonske ponve. In tudi tukaj si jaz zdaj želim, ko bo slovenska potica zaščitena v Evropski uniji, da se bo kdo našel, neka firma, pekači DOO, da bo začela delati teflonske pekače za potico. Za posebne priložnosti, za posebna darila, bomo pa še vedno keramične oziroma lončene prodajali. Skratka, mi moramo tudi na tem področju iti naprej,
tehnološko, ne pa zganjati en muzej. Potem seveda, kje so te stvari ponujene turistom. Vsekakor tale pekač za potico ne more biti na spodnji polici tegale turističnega urada, kjer prodajajo te zadeve. No, ti izdelki iz lesa so gotovo med temi orodji, ki sem jih naštel, da lahko tudi sodijo v kategorijo spominkov s področja kulinarike. Potem seveda naslednjo skupino predstavljajo razne upodobitve živil in jedi ter zgodb v zvezi z njimi, raznih sloganov in tako naprej. To so lahko posterji, to so lahko upodobitve na majicah, na predpasnikih in tako naprej. Glejte, kako Beograd svojo prehrano recimo promovira na predpasnikih, ki jih prodajajo na vseh turističnih prodajnih mestih. Potem seveda že na začetku sem omenjal, nam manjka duhovitih spominkov z področja kulinarike. Zdaj sem prinesel in sem pokazal ten primer, da imamo, glejte, obetavno, jaz sem vesel vsakega koraka naprej, ampak istočasno pa žalostno. To je slabo likovno narejeno. Tukaj te ne zamika, da bi šel čim prej na to kremšnito. Itak te ne zamika, ker so kvalitete blejskih kremšnic šle blazno dol, ker šparajo in krema je grozljiva. Tako da upam, da ni kakšen zgledate, da me ne bo se fizično lotil. No, imamo primerke izjemne, recimo Koprčani imajo eno serijo te koprske koze, povezano v tem primeru z nekimi osvežilnimi pijačami. V Metliki na Vinski Vigredi tale možakar je prinesel ene zelo zanimive majice povezane z metliško črvino, seveda uporabuje znak kreditne kartice. Prej sem se zelo navdušil nad Srbi. Poznate Gučo, tam, kjer je ta festival trubačev. Za slovenske turiste v Guči dobiš majico, na kateri piše Čaki Primož bio je trubar. Perfektno. Kako duhovito, kako duhovito. No, ampak da nas duhovito še ni zapustila, čeprav seveda v Sloveniji tako je to pol plejada zgražanja, moralnosti in ne vem še česa vsega, je pa tole. Pred leti je Bela krajina organizirala natečaj za turistične spominke in je en domačin poslal tole škatlico noter slamo in je napisal, da je to pravi ovčji drek. Zdaj seveda pustimo v strani, ali je ta zadeva likovno dobro narejena. Ampak ideja je zanimiva. In zdaj pogledajte, jaz ne vem, koliko ste kaj zasledovali zadnjih, rečemo mesec dni informacije v časopisih in na televiziji, ampak na Hrvaškem je nek akademsko izobražen človek začel turistom prodajati posušene oslovske fige, ki jih je pa še malo pozlatil tudi, in jih je začel prodajati. In jaz zdaj, komarkoli to pripovedujem, reče, fantastičen, poglej, kako so Hrvati napredni, poglej, kaj, oni pa res nimajo zavor, in tako naprej. Pri nas se pa noben ne bi mogel spomniti. Ko se je ta Bogerjev spomnil te genialne ideje, so ga skoraj na križ prbila. Tako da, vidite, izjemno je treba biti previden pri teh zadevah in iskati, bi rekel, določene možnosti tudi na tem področju. No, seveda, potem naslednja skupina gastronomskih spominkov so spominki, ki jim rečemo seti. To se pravi, to so sestavljeni spominki v nekih škatlah, vrečah, pač kakršnokoli embalažo si izmislimo. Recimo za potico, damo v škatlo potico in vse, kar potrebujemo za potico. Se pravi, od moke, orehov do pekača, recimo.
Tukaj seveda v Evropi, če ostajamo, kaj še v svetu, imamo izjemno razvejano zadevo. Pogostokrat so taki darilni seti povezani tudi s knjigo, z recepti, z zgodovino tiste jedi in tako naprej. Skratka, izjemno, tukaj vidimo recimo en primer enih poticij podobnih pogača iz nemškega sveta in kako imajo to lepo, bi rekel, pripravljeno, se pravi knjigo z recepti in pa modelčki iz teflona, se pravi sodobna tehnologija peke, da ne naštevam še ostalih stvari. Seveda v Sloveniji vlada na tem področju malo zmede, to sem namenoma prinesel pokazati, ta primer iz Kranjske gore, ampak poslušajte, tlej kranjsko-gorski samo napis na vsakem magnetku, to se pravi, to so naročili nekje iz bavarsko-tirolskega sveta in namesto da bi pisali gor Grüß aus ne vem kje, je pa Kranjska gora, drugače pa arhitektura, krave, kravi zvonci in vse ostalo, vključno z oblačilnim videzom teh dveh, tega mladeniča in mladenke, je uvoženo in je, bi rekel, negativna informacija o nas samih. To je najslabše. Potem seveda imamo med spominki, nisem prinesel pokazati, razglednice z motivom jedi. Mislim, da takih razglednic je mogoče njih 5 v Sloveniji. Se pravi, razglednica, lepa fotografija te iste jedi, na kratko napisan recept in seveda to je vse. In turist to kup in pošle in tako naprej. Potem pa seveda sodi v te okvire še razno vizualno gradivo, recimo DVD-ji in razne druge stvari. In pa seveda to, kar pa vidimo na sniki, bi pa označili za množične spominke, ki jih imenujemo z angleškimi besedama gadget ali giveaway. To so pa razne priponke, potem te snežne krogle, a vidite, Avstrijci svoj kuglov lepo tame imajo v sneženi krogli. Kako bilo fajn, če bi imeli v sneženi krogli tudi našo potico, kranjsko klobaso, prleško gibanco, gerpo ali jerpico ali pa kaj podobnega. Skratka, treba je samo naročiti. Firme so, ki to izdelujejo, na Dunaju je ena firma iz konca 18. stoletja in tako naprej. No, smo pa na enem področju pa dobri in sicer imamo serijo znamk, ki jo Pošta Slovenije že vrsto let izdaja. Zdaj počasi ta serija bo zaključila v naslednjih 2-3 letih in sicer naziv serije z žlico po Sloveniji in za vsako regijo izbere Pošta 2 znamki oziroma 2 značilni jedi. V tem primeru imamo tukaj Vipavsko dolino in sicer fižolovo mineštro na zgornji znamki in vipavske štrukle na spodnji znamki. Ko sem bil pred časom v Vipavski dolini in se rekel, pa to sliko sem pokazal, so rekli, prvič vidimo. A veste, tudi to je, kako pridejo stvari do naših ljudi. Vsaka gostilna, ki ima fižolovo mineštro, mogla imeti povečano znamko na steni. Boljš, da imajo sliko Grossglocknerja, recimo, in tako naprej. No, zdaj je še ena tema v okviru predavanja, na kratko, prodajna mesta in načini prodaje. To je zelo, se mi zdi, pomembna tematika. Turisti morajo najprej neko jed, neko pijačo spoznati, okusiti, potem bodo tudi kupovali spominke. Če bomo rekli, dajte to kupiti, to je pa značilna slovenska klobasa, ne. Ti moraš klobaso dobro probati in tam, kjer jo pokusiš, lepše rečen, ti ponudijo tudi recimo priponko, kjer je napisan gor, to je moja prva krajska klobasa, recimo, ali pa kaj tacga.
Druga stvar, kulinarične spominke ponujamo v okviru ostale spominkarske ponudbe, ne? Ker kulinaričnih spominkov nimamo toliko, ne vem, na pretek, da bi imeli specialne prodajalne za njih, ne? Se pravi, v okviru vsega ostalega, na tem področju, recimo je zelo dobra ponudba sečoveljskih solin, s solnim cvetom in tako naprej. Zakaj je to uspešno? Zakaj se ti spominki dobro prodajo? Ja, zato, ker so tudi, bi rekel, oblikovani dobro, ne? Ampak kdo jih je oblikoval? Ne neki Jožek v prostem času neki malo zna narisati, ne? Ampak je to oblikovala profesionalna oblikovalska organizacija oziroma studio. Potem spominke ponujamo na prodajnih mestih živil, jedi in pijača. Ob tem posnetku mogoče komentar. Zelo pomembno je, mi ne moramo kar a priori posameznemu znamenitemu Slovencu nekaj prepopati. A veste, Mozartove kroglice so uspešne zato, ker vemo, da je tudi Mozart take kroglice jedel. In ena podjetnica iz Ljubljane je pa potem si izmislila Prešernove kroglice. To nima nobene zveze s Prešernom. S Prešernom ima zvezo kaj? Imajo zvezo fige pa krhlji. To dvoje. Zato vemo 100%. Ne moramo pa zdaj bomo imeli pa Prešernovo potico. Edin, če bi bila s figami, samo na figa, recimo. Ampak vedno mora biti določen najet ali pa določen proizvod vezan konkretno na tisto osebo, da 100% vemo, da je ta oseba to res jedla. Skratka, spominki potem v gostinskih lokalih se prodajajo lahko tudi in pa na prireditvah na raznih delavnicah. Za zaključek, seveda, mojega predavanja, kot je moja navada, vedno pokazal nekaj negativnih primerov. Zakaj? Ker želim, da si zapomnite zlasti negativne primere, da ne boste takih napak delali tudi v vaših družbih. Ne pa, lahko bi vam pokazal zdaj nekaj lepih pokrajinskih posnetkov, pa bi rekel, kako je lepa Slovenija, se je res tako zelena in tako naprej. Moja želja pa je, da si zapomnite te neumnosti, ki jih počnemo, sem jih samo nekaj izbral, čeprav je to največji dokumentacijski fajl v moji fototeki. V glavnem, glavno vodilo pri tem naj nam bo, da more tudi gastronomski spominek biti načrtovan in to načrtovan od ideje do izvedbe. V Sloveniji še vedno najbolj razširjena metoda, ki se imenuje všečkanje. To je pa meni všeč. To, kar je bilo moji mami všeč, to je svet moje mame. Ampak ko sem jaz se odločil o določenih stvareh, sem imel zelo, zelo jasno izčiščen svoj strokovni pogled na te stvari. Poglejte, recimo ta primer, to je, bom kar povedal, kjer je to slikan, Petrolov bencinski servis, eden od, na avtocesti, kjer se ustavlja veliko drugih turistov. In znamenita slovenska vodka, vodka Slovenija, edina vodka na svetu, ki je narejena iz, kje to piše? Kaj ti palčki tam zraven delajo, in tako naprej. Če bi vsakmu palčku dali takole oblaček zraven pa napisali You must drink Slovenija vodka, to bi bilo pa perfektno, recimo. Ne pa kar tako, 3 flaše vodke, pa 3 palčke, kdo pa ve od tujcev, da je to ena izjemna vodka, ki jo navdušeno pijejo od Amerike do Japonske in tako naprej. Potem seveda posnetki so pač izbrani tako, da ne zaslužijo svojega posebnega komentarja. Mi imamo zelo lepa dekleta, žene, matere na slovenskem, ne pa takega skrpucala. Potem taki načini ubijajo našo vinogradniško in vinarsko kulturo. Pogače so pogače narejene iz testa, spečene s takimi drugačnimi dodatki. Kdo bo ugriznil leseno pogačo? Ali pa v kamnit pršut. Skratka,
Zaenkrat je Slovenija na tem področju še vedno Disneyland, imamo pa nekaj izjemnih, bi rekel, posameznih primerov, zato me zelo veseli, da je Turistična zveza Slovenije se odločila to temo dati na dnevni red vašega današnjega srečanja. Hkrati je pa to tudi odlična priložnost, da bomo v naslednjih 4 letih vsako leto nekoga poslali v Barcelono, se pravi fotografijo izdelka, ne bo šel on fizično, fotografijo izdelka, ker mi moramo biti povsod prisotni. Zaljubljenost seveda ima več vidikov in eden od njih je tudi zaljubljenost v jedi, pijače, živila. Naša Slovenija ima sicer malo kvadratnih kilometrov, ima pa zato eno veliko paleto možnosti tudi za razvoj ustvarjalnosti in idej na področju kulinaričnih spominkov. Želim vam veliko uspeha pri tovrstnem razmišljanju in upam, da čez nekaj let, sigurno pa čez 4 leta, ne bomo gledali samo zmagovalcev in tistih, ki bodo na spletnih straneh, ampak bomo gledali tudi vse ostale, ki bodo naredili en korak naprej. Za zaključek pa slovenska maskota, kokoška Fani, ki nese na pladnju najbolj značilne slovenske jedi, ki so tudi del oziroma ki predstavljajo vrh slovenske kulinarične piramide. Hvala lepa, želim vam veliko uspeha in pa prijetno druženje v Šmarju pri Jelšah. Boste videli, tle so same zelo zanimive stvari. Hvala lepa.